Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli vsi, ki vas zanimajo kmetijske teme. Promocijska prireditev domačih in tujih delikates in vin Vindel v Mariboru postaja med obiskovalci vse bolj priljubljena. Nekaj utrinkov je zabeležila tudi naša kamera. Pod Pohorjem se je zbralo skoraj 300 vinarjev in proizvajalcev delikatesnih izdelkov iz Slovenije in sosednjih držav. Salonska prireditev Vindel štajersko prestolnico že 5 let uspešno postavlja na zemljevid enogastronomskih doživetij. Letos je nekaj več kot 2000 obiskovalcev pokušalo več kot 600 različnih vin in 300 delikates. Prireditev moram reči, da se je zelo dobro prijela. Se to dokazuje obisk v zadnjih parih letih. Mislim, da je ta prostor postal celo skoraj premajhen. Kaj lahko letos potrošnik pričakuje od letošnjega letnika? Jaz mislim boljše belo vino kot lani, pomeni bolj sadna, ker je malenkost več kisline, rdeča podobna kot lani, pa je količina manjša, tudi pri nas neka malenkost, ampak jaz mislim super letnik. Med proizvajalci delikates so se z najbolj značilnimi predstavljali tudi Prekmurci. Ker je šunka zaščitena, je pomembno, da sledimo določenim pravilam. Imamo svoje rejce, ki za nas krmijo, pitajo prašiča. Mora biti izključno prekmurskega porekla meso in pa po določenem postopku narejeno. Za pripravo prave prekmurske gibanice ima v Sloveniji certifikat 40 proizvajalcev. Poleg natančno določenega zaporedja sestavin je pri pravi gibanici pomembna tudi velikost. Po naši specifikaciji mora biti cel kos vrezan na rezino 7x5 cm, višina pa tudi mora biti od 5 do 7 cm, tako da je to kar obilen zalogaj. Prav zaradi dobre hrane je Slovenijo za kratek oddih izbral profesor bančništva iz Pariza. Slovenska vina pa so zanj nekaj novega. The challenge is for Slovenia now to tell the rest of the world about its wine. The problem is that outsiders don't think to associate Slovenia with wine. Mi z mednarodnim salonom vina in delikates poskušamo nekako ustvariti eno povezavo med pridelovalci, proizvajalci in pa seveda med končnim potrošnikom na tisti najbolj osebni način, se pravi, da lahko obiskovalci pokušajo, da lahko se srečujejo z vinarji, da se srečujejo z dobrimi delikatesami, z sirji, z domačimi proizvodi, ki so zanimivi in seveda na ta način nekako poskušamo odpreti širše to pot tudi mednarodno. Pridelki in izdelki slovenskih kmetov in živilskih podjetij imajo na tujih trgih velike možnosti. Zaradi izjemne kakovosti in tudi majhne količine, to v Sloveniji večkrat vidimo kot omejitev, so posebni butični izdelki, ki lahko v svetu z ustrezno prepoznavnostjo dosežejo visoko ceno. 1. januarja 2013 se izteče rok, do katerega morajo tudi prašičerejci prilagoditi reje zahtevam Evropskega pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali. Večina večjih rejcev se je zahtevam pravilnika že prilagodila, nekateri manjši pa še hitijo s preurejanjem hlevov, saj bo inšpekcijska služba lahko po novem letu rejce, ki ne bodo izpolnjevali zahtev, tudi denarno kaznovala. V vasi Bakovci pri Murski Soboti v prašičereji vztrajajo le še na 3 kmetijah. Mesaričevi obdelujejo dobrih 14 hektarjev zemlje, v prašičerejo v zaključenem krogu se je preusmeril že oče Alojz. Letos pa je kmetijo prevzel sin Aleš. Preurediti morajo še zadnji hlevski prostor, kjer pogojev pravilnika niso izpolnjevali. V tem delu hleva bodo 2 skupinska boksa za plemenske svinje in 1 boks za merjasca. V vsakem skupinskem boksu bo prostor za 3 plemenske svinje. Kaj ste imeli tukaj pred prenovo? Pred prenovo je tudi bil tu merjasec in 8 plemenskih svinj v posamičnih boksih. Odstranili smo še dobro opremo, ki bi zdržala še najmanj 10 let.
samo zaradi predpisov jih moramo pač izločiti iz proizvodnje svin. Kako boste zbrali sredstva za to prenovo? Ja, sredstva pač sami zbiramo, je malo težko, ampak smo premajhni, da bi lahko kandidirali na katerem koli razpisu, ki ga ponuja Evropa. Je bolj težko, ampak moramo. Kako pa vi ocenjujete razmere v prašičereji? Razmere niso ravno rožnate, ampak pač moramo iti naprej. Malo je škoda zavrčiti neko tako kmetijo. Prej smo že pred leti smo obnavljali nekaj in takrat sem cel cajt bil zraven, sem fizično in še naprej tako delo in se mi zdi škoda tako dokaj ne majhno in ne veliko kmetijo speljati naprej in kakorkoli bo, bilo je že hudo, upam, da se bo popravilo počasi in bo boljše. Sicer pa se na razpise niso nikoli prijavljali. Ko je se Slovenija osamosvojila, trg se je zaprl, več ni bilo tistega kooperacijskega pitanja, smo mogli iti na svoje, preuredite hlevov. Stroški so bili veliki, zdaj, ko si čredo sam kupoval, so bili veliki stroški. Zdaj pa imamo remont doma, ker imamo vzorčno kmetijo. Število plemenskih svin so prav zaradi preureditve hleva zmanjšali. Imajo svojo čredo živali, dokupijo le merjasca, kadar je to potrebno. Bo še mogoče zdržati ta pritisk trga? To nekaj časa smo delali velike minuse. Če ne bi imeli penzijo žena in mama, bi bankrotirali. Ne bi šlo skozi. Zdaj se je malo cena popravila, ali zaslužka še vedno ni. Zato, ker vhodni stroški so se povečali, tudi malo cena šla gor. Zdaj pravi, joj, kako kmetje služijo, ali temu ni tako. Kaj se vam pa zdi dobro pri tem pravilniku, recimo, če se ga pač dosledno upošteva? Meni se ne dopade, zato ker tisti, kateri imajo od 50 plemenskih svinj, pa nove hleve, tisti naj bi šli v to, ne? Tisti že gradijo take hleve. Mi pa, kateri smo z malim začeli, pa male hleve dograjevali, zato ker smo vedno šli z lastnimi sredstvi, tu pa po mojem ne odobravam tega. Med nekaterimi izboljšavami, ki gotovo dobro vplivajo na počutje živali, kot so denimo več prostora in boljša osvetlitev ali pa omejitev glede jakosti hrupa, so v pravilniku tudi novosti, ki jih rejci ne sprejemajo. Pomisleke imajo predvsem glede tako imenovane arene oziroma spoznavnega prostora za živali, kjer velikokrat prihaja do nasilja. Pravilnik v primerih ekstremnega nasilja sicer dovoljuje odstranitev agresivne ali najbolj napadene živali, vendar je tak umik lahko le začasen. Na našem področju smo uspeli nekako v okviru tega zadnjega razpisa prilagoditi kar nekaj kmetij, oziroma se odločilo za kandidiranje kar nekaj kmetij, vendar kljub temu ocenjujem, da na našem področju vsaj v letu 2011, ker za 2012 še nimam podatkov, mi smo na našem področju imeli cirka 1000 takšnih kmetij, na katerih so redili 10 ali več plemenskih svin oziroma brejih mladic. In ocenjujem, da še kar nekaj kmetij, ki še niso prilagojene. In tudi iz tega razloga mi dejansko v teh zadnjih dnevih, ko tečejo, poskušamo nekako apelirati na rejce, da se odločijo, da prilagodijo svoje hleve. Nekateri rejci so kritični zaradi tega, ker pravijo, da še ni minilo veliko let, ko so stvari posodabljali, zdaj pa bo treba opremo znova nadomestiti. Za vse rejce, ki so v zadnjih nekaj let nazaj investirali v hleve, ta oprema v bistvu ni amortizirana in je treba prilagoditi standardom. Zagotovo so tukaj nastajajo velike težave v tem. Vendar kljub temu tudi v prašičji reji nekako sledimo novim spoznanjem in tudi v prašičji reji se stvari spreminjajo.
Jaz sem prepričan, da se bodo tudi v prihodnje spreminjale. Ne nazadnje, mi vsi skupaj, tako strokovne službe kot tisti neposredni rejci oziroma prašičerejci, imamo en cilj, se pravi zrediti zdravega, kvalitetnega prašiča in naš cilj je v glavnem zadovoljiti porabnika. In če bo porabnik tudi v prihodnje oziroma potrošnik svinjskega mesa, če bo zahteval načine reje, mogoče, ki se nam danes zdijo neobičajne, bomo seveda primorani slediti tem zahtevam. Druge poti v bistvu ni. Na razpis za ukrep 121 prašičereja so na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli 70 vlog, od tega več kot 40 iz Pomurja in Prlekije. Od skupaj 4 milijonov evrov, kolikor jih je bilo na voljo z razpisom, so razdelili nekaj nad 3 milijone 400 tisoč. Pri Črnelovih iz Slaptincev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici bodo živali še pred novim letom preselili v nov hlev. Gradnja je potekala številnimi zapleti. Slavko Črnelj je prepričan, da jim brez doslednosti in vztrajnosti denarja ne bi uspelo pridobiti. Dokumente potrebne za gradnjo lahko tehtajo v kilogramih. Nabralo se jih je za priročen arhiv. S tem ne bomo niti toliko povečali proizvodnje, koliko je bilo pomembno to, da lahko razselimo plemenske živali in pitance naselimo v ta nov hlev, ki lahko rečem, da je eden modernejši v tem času. V ta hlev se lahko naselijo zdaj vsi pitanci, ki jih imamo pač po vseh ostalih hlevih naseljene in tam tiste prostore pa bomo izkoristili za prostorejo za plemenske živali in tako ohranili proizvodnjo. Ker živali, ki so zdaj v neprilagojenih hlevih, se pravzaprav prej niti ni dalo preseliti. Zato zdaj, ko imamo ta prostor, se začne preurejanje tudi še nekaj, kar nismo prilagojeni, ker še nismo prilagojeni z vsemi objekti. Žal bomo s tem, ker bomo upoštevali s 1.1.2013 te standarde, imeli en hlev pač v tem času, dokler ne bo preurejen, prazen. Za koliko živali bo prostora v novem hlevu? V tem novem hlevu je prostora za 250 živali, mogoče niti ne bomo šli na maksimum, bomo rekli, da gremo na tam malo večjo kvadraturo, ker živali, če se počutijo udobno, so tudi bolj zdrave, lepše priraščajo, so bolj kakovostne za prodajo naprej in mislim, da se s tem tudi lažje najde kupca v današnjem času. Plemenske živali pa bodo ostale v sedanjem hlevu? Plemenske živali bodo ostale v starejših objektih, ki jih že imamo, vendar pa objekt, ki je bil zgrajen leta 2006 ali pa preurejen 2006, ni bil urejen po novih standardih in čeprav še ni amortizacija opreme mimo, bomo vseeno morali pač to odstraniti in urediti na novo. To nas čaka pač zdaj v začetku prihodnjega leta, ker je želja, da ohranimo proizvodnjo nekje na enem takem nivoju 600 prašičev, kolikor 700, koliko danes prenese naša kmetija glede na površine, ki jih obdelujemo. Bi malo predstavili, ta hlev izgleda res, kot da smo v laboratoriju, recimo strop. No, to zdaj izgleda tako, ker je nov, ker ko bodo pa prašiči noter, pa bo kar hlev. Je pa res, da so pač je hlev urejen z otočnimi sistemi, takšnimi, kot morajo biti, da je jama ločena od gnojev, od hleva in dejansko je manj amonijaka, je prisilna ventilacija, kroženje zraka pravilno, izračuni tega so taki, kot morajo biti, materiali so taki, ki morajo zdržati vsaj, ne vem, eno generacijo bi morali zdržati. Tako da tu ne bo takšnega problema z amortizacijo zdaj pozneje, kot je v ostalih objektih, kjer smo pač dosti delali sami, pa pač čim ceneje, ker je akumulacija pri prašicih v zadnjem času izredno majhna. Večinoma, saj vidite, že par let tarnamo, da delamo zgubo in to res delamo, pa vseeno vztrajamo, ker smo pač to začeli delati pred 30 leti in nam je pač še vedno interes, da vztrajamo kot živinorejci in upamo, da se bo spet kaj obrnilo na boljše. Že v Avstro-Ogrski monarhiji je bilo območje Ljutomera z okolico znano po reji konj, s katerimi so sprva kmetovali, opravljali prevozniške storitve, z njimi pa so odhajali tudi v vojne. V
Vzdržljivost in hitrost tukaj vzrejenih konj pa rejci že skoraj stoletje in pol preverjajo tudi na kasaških dirkah. V nadaljevanju vam predstavljamo muzej Ljutomerski kasač, ki so ga odprli letos poleti, ter dva rejca, ki tudi v sedanjih težkih časih za konjerejo nadaljujeta tradicijo svojih prednikov. Iz zgodovinskih zapisov lahko razberemo, da sta Ljutomeru od nekdaj poseben pečat dajala vino in konji. Odlično vino, ki so ga tod pridelovali, so vozili v oddaljene evropske samostane in na dvore. Da bi bili čim bolj učinkoviti, so vzgajali konje, ki so bili dovolj močni in hitri pri prevozu blaga, ob tem pa tudi vzdržljivi na dolgih relacijah. Uspešnost domačih rej so preverjali in potrjevali tudi na dirkah, ki so jih po okoliških vaseh prirejali že veliko pred letom 1874, ko so priredili prve dirke na cesti od Križa na Lokavskem polju do Globetkinega mostu pri Ljutomeru. Ker je tukaj bilo kmetijstvo zelo razvito, so pač stremeli k temu, da se zredijo hitrega konja, ker so ugotovili, ko je bilo pač na Dunaju ustanovljeno prvo dirkalno društvo 2 leti pred Ljutomerskim in so zahajali na te dirke, da so ti konji bolj cenjeni, da se dražje prodajajo in tako so pač zrejali, bi lahko rekli, kasača, ki ima drugačen hod kot druge konje, to se pravi, da gre z levo nogo sprednjo in zadnjo desno in ta konj je bolj vzdržljiv na daljše proge. Se je dr. Angelus Baš ugotovil in zapisal v knjigi 100 let konjskih dirk v Ljutomeru, ki je šla ob 100-letnici našega kluba, da so ti konji od graščaka Šenkla iz njegovih goric pripeljali 14 dni prej vino v Benečijo kot drugi konji iz Dravskega polja. In konji so takrat bili praktično vse, ne samo za kmetovanje, tudi vemo, da je Avstro-Ogrska monarhija, da je vso rejo in selekcijo vodila vojska in tako so tudi dobivali ti naši rejci dobre plemenjake, s tem pa so pač bili obvezani, da so morali svoje konje dajati na razpolago tudi za vojaške namene. In je ta reja se potem tudi, glede na to, da so se uvažali že zelo zgodaj dobri plemenski žrebci iz Amerike, ker je bila dejansko, bi lahko rekli, velesila takrat v razvoju te reje konjev, poleg Rusije v Evropi. Rusija je bila zelo pomembna, ker ti pri nas je prvo plemenil en kasač, to je orlovski kasač, to je od enega grofa, odnosno, ki je imel veliko posest v Rusiji, še danes to obstaja, Krolik, ki je plemenil na Cvenu, ki je bila plemenilna postaja in tu so bili pač prvi, bi lahko rekli, tisti rezultati dobrih konjev, potem so pa prihajali konji iz ameriške reje, en Radovc je bil zelo pomemben, potem Brovni in tako naprej, tako da so vedno plemeniteli z najboljšimi plemenjaki. Je pa tu pomembno, da je ta ljutomerski kasač vzrejen v tem okolju, pomembne so predvsem matere. Mi imamo tako zvanih 29 maternih linij je bilo 62. leta, ko je dr. Jurkovič delal doktorsko disertacijo iz ljutomerskega kasača. Danes jih je 13, ker mati je tista, ki konja vzgaja, ker je ob njej skoraj 1 leto in je danes to zelo pomembno, ker takrat je bilo še bolj pomembno, da je konj miren, da je ubogljiv, kar se nam danes mogoče dogaja, da nimamo tako zrejenega konja, ker s konjem je potrebno mnogo dela, da te uboga, ne z bičom, ampak na besedo, da ti je prijatelj, vendar pa moraš konj tudi vedeti, da si ti gospodar. In ravno zaradi tega imajo ti ljutomerski kasači, rečemo, posebnost v svoji vzdržljivosti, v hitrosti. Saj še danes imamo najboljšega ljutomerskega kasača, Dena MS, ki ima svoj rekord 1:13:6, ki še ga pač do danes noben konj na hipodromih v Sloveniji ni pretekel, tudi tuji ga niso presegli. Od organizacije prvih dirk do danes se je na Ljutomerskem hipodromu pomerilo veliko uspešnih kasačev iz priznanih ljutomerskih rejskih družin, ki so ljutomerske konje uspele uvrstiti med vrhunske evropske kasače.
Da bi bogato zgodovino reje kasaških konj in prirejanja kasaških dirk predstavili čim širši javnosti, so se v Kasaškem klubu Ljutomer odločili za ureditev stalne muzejske zbirke. Namreč smatrali smo, ko smo raziskovali za ti dve prejšnji razstavi ob 120 in 130 letnici, da še pri naših recih, ki niso več reci, ampak so bili dosti pomembnega gradiva in tudi sedaj smo v tej, bi lahko rekli, 3-letnem intenzivnem delu marsikaj našli in so naši reci in tekmovalci tudi podarili muzeju, tako da so vsi eksponati so podarjeni. Zbranih je čez 6000 raznih dokumentov, kar je, lahko rečem, bogata zgodovina, dediščina, ne samo Prlekije, ampak celotne Slovenije. In to je sedaj na ogled obiskovalcem in je dana tudi možnost še nadaljnjih raziskav, kako je ta reja bila tukaj, kako je nastajala. Ni bila samo v Prlekiji, ampak se je širila po celi Sloveniji, po Jugoslaviji, tudi v Italijo in Avstrijo so se prodajali plemenski žrebci in plemenske kobile v prejšnjih obdobjih. Že ob vhodu v muzej si lahko obiskovalec ogleda stare zapise, v katerih so naši predniki natančno popisovali konje, ki so jih vzrejali. V zlati knjigi iz leta 1904, ki je bila izdana na Dunaju, najdemo natančen popis konjereje v obdobju Avstro-Ogrske monarhije. Posebno poglavje v tej knjigi je namenjeno tudi kasačem, med katerimi že najdemo opise ljutomerskih kasačev. In tukaj je tudi Ljutomer z eno stranjo naveden, kjer je že zapisano, kdaj se ta reja tu začela, kateri je bil tudi predsednik in še nekatere druge stvari, kak je cilj teh. Piše, da Ljutomer ni znan samo po vinih, ampak je znan tudi po dobrih konjih in cilj teh podeželanov je zrediti hitrega konja, ki bo hiter v prevozu in dober dirkač. No, tu so še pomembne knjige, kot je rodovniška knjiga, ki jo mi tudi posedujemo že dolgo, od Zadruge za vzrejo žrebet od 1907. leta, kjer je navedeno za naše ljutomerske kasače, tradicionalno pasmo je obvezno, da ima vsaj 4 rodove. Mi imamo tudi danes več kot 9 rodov znanih nazaj, naprimer pri konji, ker imamo konji na srečo dolgo živijo in je to 4 rodovi so lahko tudi 70-80 let ali pa še tudi več. Tako da je to vse navedeno od tudi današnjih dirkačev, ki dirkajo kasaški konj. No in posebej smo še pa zadovoljni, da smo v času zbiranja, urejevanja muzeja smo našli prvo rodovniško knjigo Traberzuchtbuch, ki je bila izdana 1897. v Avstro-Ogrski monarhiji za vse konje, za vse kasače, ki so bili v takratni državi. In tukaj je že navedenih 90 konjev z znanim poreklom očeta in matere iz slovenskega ozemlja, od tega 80 konjev iz našega okraja Ljutomer, odnosno Bezirk Ljutenberg, kot piše v tej knjigi, ker je v nemščini, in pa 10 konjev od grofa Lipeta iz Turnišča, ki je bila zelo pomembna kobilarna tukaj v naši bližini. Eden izmed najbolj pomembnejših eksponatov v našem muzeju je ta kik, ki ga vidimo tukaj zgoraj. Reče se mu tudi sulki ali gik, to je angleško ime. Narejen je bil leta 1898 in narejen je iz jesenovega lesa. To pomeni, jesenov les je bil tisti pravi les za izdelovanje kikov. Vidimo, da ima zelo velika kolesa, danes so bolj manjša in ta v bistvu izdelovanje kikov je bilo zelo povezano tudi s kolarji, ki so potem sodelovali pri tem. Mogoče še omenim tudi to, da je voznik sedel tudi zelo visoko, imel je zelo visoko sedež, to pa zaradi tega, ker so kolesa zelo velika oziroma imajo velik premer.
Hranil ga je en darovalec tu v bližini, v Krapju, in je v bistvu edini primerek zdaj tu, ki nam ga je trenutno uspelo ohraniti, in smo tudi zelo ponosni na to, da lahko prikažemo, kako je razvoj Sulkija oziroma Kika šel naprej, oziroma kak je bil nekoč in kak je danes. Konjerejec začetka 20. stoletja iz ljutomerskega območja je sodil v višji socialni sloj, delo s konji pa je bilo izključno gospodarjeva skrb, kar se odraža tudi na njegovi opravi in v kmečki sobi, ki so jo postavili v muzeju. Tukaj imamo predstavljeno kmečko sobo, kjer smo predstavili tudi gospodarja, to se pravi tekmovalca oziroma gospodarja, rejca, konj iz 19. stoletja oziroma z začetka 20. stoletja. Oblekli smo ga prav tako, kot so bili takrat oblečeni, to se pravi v elegantne visoke škornje, hlače, suknjič, prav tako brezrokavnik pod suknjičem in tudi tisto tipično uro na lanček in seveda kapo. Prikazuje v bistvu, da je takrat so bili tekmovalci oziroma rejci zelo svečano oblečeni. To pomeni, da so jim dirke tudi veliko pomenile. V ozadju pa imamo predstavljeno na steni, kako je takrat gospodar si opremil svojo izbo oziroma sobo. Prejel je tudi veliko teh rejskih in tekmovalnih priznanj in seveda si je to dal v okvir in obesil tudi na steno, kar mu je veliko pomenilo. Imel pa je seveda tudi razne pohištvene rekvizite, na katerih je seveda imel kaj drugega kot konjske knjige. To se pravi, moral se je tudi na področju konjereje izobraževati in tako je imel lahko razne rodovniške knjige, prav tako razna vabila za dirke in tako dalje, tako da je bil tudi obveščen in tudi smo našli pri teh darovalcih veliko literature, to pomeni, da so tudi veliko brali o tem in se tudi izpopolnjevali potem. Lahko pa še rečemo nekaj o podkovaču. Predstavili smo tudi podkovski kotiček, namreč z konji so seveda zelo tesno povezani podkovači. Do podkovača, poklica podkovskega pa ni bilo tako lahko priti in smo tudi nekaj o tem napisali, namreč podkovski vajenec si postal oziroma podkovski pomočnik po 3 letih izobraževanja, če pa si hotel postati podkovski mojster, pa si še moral se izobraževati dodatna 3 leta in potem tudi narediti mojsterski izpit in tako, da je izobraževanje kar dolgo trajalo. Da si potem, in tudi lahko omenimo to, da so podkovači nekoč imeli funkcijo tudi nekakšnih veterinarjev, da so sodelovali tudi pri odpravi raznih bolezni pri konjih. Tukaj pa imamo predstavljene rejske, to se pravi rejske družine na 6 panojih. Seveda bi jih lahko predstavili še več, ampak to bo še tudi se s časom dopolnjevalo. V glavnem pri vsaki rejski družini smo predstavili najpomembnejše njihove tekmovalne uspehe in tudi rejske uspehe na področju konjereje. Dodali smo tudi nekaj slik, ki so jih darovalci še doma v arhivu svojem hranili. Tako da mislim, da je to od vsaki družini pač tiste najpomembnejše podatke tudi z obiskom našega muzeja izveste. Ob muzeju pa so člani Ljutomerskega kasaškega kluba zelo lepo uredili tudi okolico in hleve, ki stojijo v neposredni bližini muzeja.
Hlevi so last zadruge za žrev žrebet. Te hleve smo postavili leta 2006. Prej so bili tu v tem lepem parku, ko ga imamo zdaj urejeno, stari hlevi, ki so pa bili dotrajani. Zraven je bilo tudi gnojišče. Z postavitvijo novih hlevov pa smo seveda prestavili tudi vse ostale stvari od skednja. Tako da imajo naši rejci in tekmovalci čez sezono v času dirk lahko tu konje. Nekateri jih potem po koncu tekmovalne sezone odpeljajo domov, nekateri pa so seveda tu čez celo zimo, tako da je življenje poteka tako rekoč vseh 12 mesecev na hipodromu v Ljutomeru. In kdo potem te konje oskrbuje, če ostanejo tukaj? Konje oskrbujemo sami, ker vsak rejec pač mora sam poskrbeti za svojega konja, ker lahko pol tudi samo tako pričakuje dobre rezultate v naslednjem letu. Tudi vso okolico pa ste uredili sami, člani kluba? Člani kluba, to imamo srečo, da nekako verjamemo in v ta naš klub, v Ljutomerskega kasača, tako da imamo kar precej delovnih akcij čez leto. To je običajno pred vsakimi dirkami in tudi za soureditev te okolice, kot jo vidite okrog nas, smo poskrbeli člani sami, brezplačno in še vedno smo imeli tudi še srečo od katerih naših sponzorjev, da smo dobili tudi kaj materijala. Tako da iz dneva v dan delamo ta prostor lepši in prijetnejši tudi za naše obiskovalce in člane. Kljub nekaj uspešno zaključenim projektom pa so člani kasaškega kluba Ljutomer zaskrbljeni za prihodnost reje kasačev na tem območju. Zaradi izredno slabe ekonomske situacije v konjereji, ki traja že nekaj časa, število registriranih žrebet precej upada. Pri nas je reja kasaških konj od leta 1999, ko smo imeli registriranih čez 200 žrebet, zmanjšala v lanskem letu na 70 registriranih žrebet. To je podatek, koliko žrebet se rodi, ki so registrirani. Letos bo jih še manj. In mi v Kasaški zvezi Slovenije kot priznani rejski organizaciji za Ljutomerskega kasača to že stalno opozarjamo naše ministrstvo, ker dejansko za razvoj reje ne prispevamo nobenega denarja kot za druge specialne v živinoreji. In smo predlagali, da se za mlade kasače, dvoletnike, ko pridejo na dirkališče, se jih prizna tudi testiranje, premija, kar je možno po tej zakonodaji, ker ti dvoletnik nastane po izračunih skoraj 4000 evrov, da ga postavimo na dirkališče, odnosno da ga na stezo začnemo preizkušati. Triletnik pa še dodačno 5000 evrov, seveda nagradni skladi so pa izredno majhni. To, ko smo pregledali tudi v muzeju, prvo so nekdaj stimulirali, premirali so konje, mlade konje, enoletne, dvoletne, za razvoj reje. Potem pa seveda, če so bili konji dobri, pa so jih strenirali, so še pa nekaj zaslužili tudi na dirkah. Dokler mi ne bomo spodbujali reje, bo se nam ta reja vedno zmanjševala, ker je draga. Drugo je to, da je vedno manj, bi lahko rekli, pravih rejcev, tudi vedno manj jih ima pogoje reje, ker kmetij je vedno manj in pa tudi znanja bo vedno manj. Danes tam, kjer sta še dve generaciji pri hiši ali pa mogoče že tretja, tudi konje gleda pa jih kaj spodbuja, se to prenaša. Potem konje ne bodo znali več niti zaprečiti, kaj da bi še ga potem dali v sulke ali pa trenirali. Zmanjšuje se število tistih družin, ki znajo s konji delati in jih naučiti, da znajo voziti, da lahko dirkajo, da lahko tudi jahajo ali pa še kaj drugo za konji. Naša Slovenija se nič ni izborila v razgovorih, odnosno pogajanj z Evropsko unijo. Konjerejo so pustili ob strani, ker tudi nas nišče ni vprašal, te organizacije, ki smo pa tudi ni rejcev. Veliko denarja se prispeva predvsem za razvoj reje iz stav na konjskih dirkah. Naše ministrstvo za finance to v lanskem letu nekaj pričelo, vendar nikamor nismo prišli. Mi moramo sprejeti zakon o konjskih stavah, ne pa tega izvajati v zakonu o igrah na
srečo in potem tam države namenijo tisti dobiček, ki se ustvari, ne poberejo davka. Mi imamo sicer stave zdaj tudi v Sloveniji, ampak mi plačamo 5% DDV-ja, potem plačamo 5% fundacij za šport, od tega mi nič ne dobimo nazaj, ampak tam se država odpove davko ali pa ga zniža in ta denar se nameni za razvoj reje. To se pravi za razvoj mladih konjev, se premirajo in pa za razvoj kasaškega športa, tudi hipodromov. Dokler to ne bo pri nas prijeto, seveda takrat v začetku ne bo takoj kup denarja, ampak to treba in čas, tako dolgo tudi bo premalo denarja, ker država jasno ne bo mogla dati iz proračuna vsega. Nekaj pa lahko da, tako kot da za druge, za delovni preizkus konja, to je dejansko delovni preizkus konja, da mi gotovimo na dirkališču, kakšen čas ima, ker edino po času se potem primerja v selekcijskem napredku, katere konje bomo pustili za pleme ali kobile ali pa tudi katere plemenske žrebce. Med najbolj priznane rejce ljutomerskih kasačev gotovo spada družina Slavič iz Ključarovcev. Tudi v današnjem času, ki ni najbolj naklonjen konjereji in kljub zmanjšanju, imajo še vedno najštevilčnejšo rejo ljutomerskih kasačev, ponašajo pa se tudi z največ priznanji, ki so jih skozi desetletja prejeli na številnih dirkah doma in po svetu. Jaz sem v bistvu tretja generacija, moji sinovi so četrta generacija. Zaenkrat izgleda, da se bodo ukvarjali tudi s to konjerejo, čeprav v zelo zmanjšanem obsegu. Če jaz se spomnim nazaj naših zlatih časov, ko je še bil oče glaven, se pravi, ko smo še to skupno delali, mi smo v najboljših letih imeli čez 70 kasačev, danes jih trenutno je v hlevih 21 in kljub samo temu, da sinovi so za konjerejo, so za kasaštvo, smo se ravno včeraj pogovarjali, da še bomo zmanjšali. Iz 16 plemenskih kobil smo prišli na 4, od teh 4 plemenskih kobil, oziroma 5, če še vzamem zraven te, kar imamo registrirane v Italiji, so samo 3 za slovensko kasaško rejo, se pravi 200 za italijansko kasaško rejo. In to samo iz enega vidika, v Sloveniji je kasaštvo upadlo, kar se tiče, mogoče ne tako v kvaliteti, bi rekel, da je povprečno kvaliteta izredno dobra, vendar v številu. Vsi tukaj na ljutomerskem območju zmanjšujemo konjerejo, čisto iz preprostega vidika denarja v konjereji sicer nikdar ni bilo, tako malo, ko pa ga je danes, pa ga ni bilo, odkar se pač jaz spomnim pa se nazaj že dobrih 40 let, ker tako dolgo v bistvu že hodim po dirkah. In zelo, bi rekel, je to žalostno gledati, če vidimo, koliko se denarja vstran vrže v tej državi za druge oblike, bi rekel, tudi kmetijstva, tudi konjereje, za kasaštvo pa posluha ni. Če mi pogledamo vse naše sosednje države, ki imajo tudi v teh kriznih časih krizo, vendar se nekako laufa. Se pravi, če pogledamo Madžarsko, Madžarska laufa zelo dobro, vedno več slovenskih voznikov je na Madžarskem, tudi v Avstriji so krize, vendar stvari laufajo. Pri nas pa je v bistvu, mislim, da vse skupaj mogoče se motim, ampak pred nekim zaključno fazo, ko je samo vprašanje časa, ali še bo kdo konje za rejo držal ali pa ne. In če pogledamo vso to delo, kar je bilo narejeno od časa Avstro-Ogrske pa do danes, kjer smo vedno si s konjerejo v bistvu držali neki sloves ponosnega Štajerca ali pa Slovenca, če bi tako imenovali, to zdaj umira na obroke. Če primerjamo tukaj pri nas, mogoče še hrana, najmanjša cena. To smo kmetje vedno tako bili, da pač rečeš, to doma vzgojiš oziroma doma pridelaš, pa ni tako drago. Vendar danes več ni rejca, ki bi si nabavil plemenskega konja, že iz enega vidika, ker je plemenskih kobil tako malo, da se ne more pokriti s kočnino v svoji, bi rekel, pripustni dobi. Če hočemo spremljati to našo sosedsko konjerejo, moramo pripuščati, se pravi, žrebce, ki so
za naše razmere izredno drage. Čeprav so pa še bistveno cenejši za slovensko tržišče, kot pa za sosednje države. Vendar, če primerjamo enega svetovnega plemenjaka, ki ima ceno v Italiji ali pa v Avstriji, oziroma v teh bogatejših delih Evrope, 8 do 12 tisoč evrov pripusta, ga v Slovenijo lahko dobiš za 5-6 tisoč evrov, vendar odkot denar za te pripuste. In sigurno je, da pri nas na Ministrstvu za kmetijstvo nišče ne razmišlja o tem, kajti če bi nekdo razmišljal o tem, bi verjetno tudi se našlo kaj denarja za stimulacijo pripusta, kajti samo s tem bomo napredovali v konjereji. Za vse te, ki pa se bavijo z kasaštvom, pa je to iz svojega žepa predrago in zato smo tudi mi zmanjšali število in zato tudi drugi zmanjšujejo. Ste rejci med seboj povezani? Seveda mi smo rejci tako ali tako povezani že v klubih, ampak pa tudi v rejske organizacije, ampak to nam nič ne pomaga, saj naši klubi, naše rejske organizacije za to ne dobijo v bistvu nobenega denarja in nam tudi ne morejo pomagati, zato ker enostavno pomoči ni in tudi edino, kar je, bi rekel, neka spodbuda, da se bo obrnilo na boljše, ampak vedno, ko imamo občne zbore, bilo kaj, mi ugotavljamo, da že 10-20 let nazadujemo in da iz tega, da bo boljše, tega nič ni in pričakujemo državo, v kateri bo boljše. Tudi družina Slana ima zelo dolgo tradicijo za vzrejo kasačev. Z delom v konjereji in na kasaških tekmovanjih nadaljuje sedanji gospodar Branko z otroci. Trenutno imajo v hlevu plemenskega žrebca ter 6 plemenskih kobil in konjev za dirke. S kasači se je že ukvarjal moj dedek, pa potem moj oče, sedaj sem jaz 3. generacija, ko nadaljujem to tradicijo pri hiši. Ne vem pa, če bom uspel prenesti še na moje potomce, da bi nadaljevali s to tradicijo. Smo že imeli v hlevu včasih tudi po 15 konj, vendar ker je problem s temi sušami in to, težko pridemo do hrane za konje in sedaj smo zmanjšali, pa tudi finančno je to velik zalogaj, taki šport. Kasač je sigurno zelo zahteven za vzrejo, ker namen kasača ni to, da bi on nekje stal na miru in bil samo lep. On mora biti poleg tega, da je lep, tudi zelo zdrav, zelo hiter. Zato mi že takoj po rojstvu žrebeta namenimo veliko skrb majhnemu žrebetu. Čim prej, ponavadi že prvi dan, on gre takoj z materjo ven v izpust in potem vsak dan čim več časa, da preživi na soncu, na dežju, makar če je, in da se giba. Tudi po zimi jih imate zunaj? Jaz smo letos prvič prakticirali, da so bili 3, takrat so še bili letniki, celo zimu tukaj zunaj, imeli so zavetje, imeli so svežo steljo, vodo smo jim toplo 3-krat dnevno prinašali. Nisem mislil, da bojo zdržali celo zimu zunaj, tudi mama pa oče sta me opozarjala, da to ne bo dobro za njih, vendar ko sem videl, da se zelo dobro počutijo, nobeden ni bil ne smrkljav, ni kašljal nobeden, letos pa mi je to potrdilo, da je to sigurno bila dobra poteza, ker so celo leto so zdržali brez poškodb in brez prehladov. Kakšen temperament imajo ti konji? Ti konji, jaz sem na lastni koži občutil temperament direktno uvožene ameriške kobile, ki sem jo tudi treniral, in temperament teh naših avtohtonih ljutomerskih kasačev. Moram reči, da je s temi kasači lažje in bolje delati. Oni so, ali smo se malo ušteli pri nakupu, ali pa so delno drugačnega temperamenta od naših. Naši so bolj prisrčni, prijazni. Se veliko ukvarjate z njimi? Ja, moramo. Jaz sicer ne utegnem ves čas biti sam z njimi. Imam 3 otroke, ki vsi radi pomagajo pri vlamljanju, pri treningu kasačev. Ko pa nam včasih z otroki zmanjka poguma, odnosno veselja, pa me žena kar spodbuja, idite, probajte danes začeti, ne odlašajte, tako da smo kar vsi pri hiši zagreti za to. Koliko stari pa kasači začnejo trenirati? Trenirati začnemo jih učiti, ko napolnijo starost leto, mogoče 13 mesecev, 14. Začnemo na njih delati opremo
jih počasi sprehajati brez sulke okrog, potem počasi pokažemo stik s sulkijom, zaprežemo, takrat če je eden spredaj, da vodi konja na roko zraven, pol pa kaj oni, ki sedi zadaj, zadosti zaupa mlademu konju pred sabo, potem reče omakni se in potem pa si sam s konjem. Včasih je to zelo hiter štart, včasih pa kar hitro konji začnejo sodelovati. To so v bistvu športni konji, potrebujejo zaradi tega posebno prehrano, močnejšo hrano? Ja, včasih, ko sem se začel ukvarjati s kasači, to je bilo pred 30 leti, takrat je bilo samo oves, malo koruze, seno. Čez čas so se začele pojavljati neke čisto enostavne krmila, danes pa brez raznih dodatkov za sklepe, za kopita, za vitamini, elektroliti, sedaj je kar to finančno enega športnega konja prehraniti tako kot konkurenca je zelo velik zalogaj. Vsi ti deli telesa, ki ste jih našteli, tako sklepi, noge so pa tudi bolj obremenjeni. Je zaradi tega pri teh konjih mogoče kaj več poškodb? Ja, pri teh konjih je zelo veliko poškodb. Mene sicer malo moti, da danes na naših dirkah velikokrat slišimo o predaji pokala, da zmagovalec pove, da je njegov konj poškodovan ali pa s takšno poškodbo. To ne razumem do kraja, zakaj lahko pol zmaga, če je poškodovan. Vendar je, seveda tu je veliko poškodb, ker so treningi naporni, moraš kar dosti vsakega konja stisniti. Lahko pa tu omenim, da imam sedaj eno priliko, moj sin glih končuje veterino in mislim, da bo to tudi ena dobra pomoč pri naših konjih. Kako ste pa vi zadovoljni z organiziranostjo konjereje pri nas, sploh tega kasaškega športa? Danes smo že slišali, kar nekaj težav je, tudi finančne težave rejcev so vse večje, ni vzpodbud. Ja, vse. Po mojem so samo finančne težave, to je vse, kar je. Mislim, da bi država te naše stare avtohtone pasme, tako kasača kot druge, morala bolj zaščititi, ker če si mislim, da včasih kakšne zgrešene direktorske ali pa bančne tiste tragedije popravlja država, rešuje, pol bi mogoče tudi za nas lahko kaj več dodala. Reja kasaških konj in prirejanje kasaških dirk predstavljata pomemben del slovenske kulturne dediščine, ki so jo naši predniki ohranjali in razvijali skozi stoletje in pol. Kljub nekoliko slabšim pogojem reje v zadnjem času, pa se bodo tukajšnji rejci gotovo potrudili in ljutomerskega kasača ohranili tudi prihodnjim rodovom. Današnja oddaja Ljudje in zemlja je tako končana. V imenu vseh, ki smo jo pripravili, vam želim uspešen delovni teden in vas pozdravljam do našega prihodnjega druženja. Nasvidenje.